Ja. Evo, SOS je iz mene. Evo, takole moram poslikati, če policija kaj rabila, da ne bojo iskali. Se moramo lepo držati. Ja, tako kot za policijska kartoteka, se veste. No, evo. Pa nam denga ni napisati. Godba. Na plakatih ste imeli napisano godba Sveja, ampak ni bila tiskarska napaka, ampak Svej je prišla komanda, da godba Sveja ne sme igrati. Tako da direktorju Štrajkarju puščamo sporočilo, da je tukaj vse zasavska godba danes na enem od odločilnih protestov v korist Zasavja. Zbrali smo se zato, da ustavimo ta kriminal in genocid, ki se ustvarja nad nami v Zasavju. Napad cement vse skozi trdi, da deluje znotraj zakonodaje. To je delno tudi res. Ampak vsi genocidi v zgodovini so delovali znotraj zakonodaje. Vsi so imeli žegen trenutne oblasti. Ampak čez leta so bili vsi ti genocidi tudi obsojeni. Mi pa ne bomo dovolili, da bodo ta genocid obsojali čez 20 let, prekiniti ga moramo zdaj tukaj. Zdaj bi pa prosil za posluh, ker nam bo zapel loški glas iz Zasavja. Prosim. Še ene znane Zasavce, ki so igrali že po celem svetu, od Amerike do Pakistana, pa vse kar je vmes. To so Orleki! Pa sva sanjala vikend na morju, gradila pa je to za morju. Tako lepo je sanjati more, da ni res, to ni res. To so lipe svetele, pa je sažrana sprema zukaj. Sva šla na spremo tukaj, to so lipe svetele, in je bil manj
Pravočasno smo poslali pismo in do zadnje minute upamo, da bo to štafeto norosti sprejel gospod predsednik Pahor in da bo to norost ki se dogaja v Zasavju, prekinil, da bo pogledal na človeka, da bo pogledal na svoje državljane in da bo pokazal, da dela dejanja vredne moža, tako kot je že večkrat omenil. Ker gospoda predsednika zaenkrat še ni tukaj. Jaz predlagam, da ga probamo na glas poklicati. Da nas bo slišal. Gospod predsednik Pahor, Zasavje je tukaj. Nismo dovolj zlasti, je kaj? Evo še, gospod predsednik, Zasavje je tukaj. Poglejte, Zasavčani, ni nam mar tega. Bistvo vsega, kar je bilo treba narediti, smo danes naredili. In tudi to, kar bo potreba in kar je treba v tem trenutku povedati, bomo povedali. Bomo pač povedali navideznemu predsedniku vlade, gospodu Borutu Pahorju, in mu dali jasno sporočilo. Gospod predsednik Pahor, vendarle bi prosil, da se damo kulturno obnašati, tako kot smo do zdaj. Dajmo, pokažimo kulturo, pokažimo, kdo smo, da znamo mirno, strpno protestirati proti tem, kar se dogaja v Zasavju. In da smo mi tisti, ki nismo tisti, ki bi zahtevali kaj več kot ostali. Smo samo tisti, ki zahtevamo to, ker nam je po ustavi zagotovljeno življenje v čistem in zdravem okolju. Pahor Milajeva. Jaz predlagam, da to štafeto skupaj primemo in jo predamo navideznemu predsedniku vlade, gospodu Pahorju, z jasnim in glasnim sporočilom. Gospod predsednik vlade Pahor, Zasavčani ne zahtevamo zaprtja cementarne, zahtevamo pa, da se norost s sežiganjem odpadkov v Zasavju pozivam vse, ki so tukaj zbrani, da se primemo za roke in da pokažemo združeno Zasavje v enem samem. A smo? A smo? A imamo tega dost? A imamo tega dost? A imamo tega dost? Evo, gospod Pahor, od tega trenutka naprej, 10 dni, vlada prevzema vso odgovornost za dejanja, ki se bojo po 10 dneh vršila. Kar pa se tiče štafete, si jo tisti, ki mu je bila namenjena, očitno ne zasluži, zato roma nazaj v Zasavje, v muzej.
Je prši naroda. Koliko je tu naroda? Nimam pojma. Veliko. 2000, ja? Še več. Tam ne gor ni videti kraja. Se do konca ne vidi, nimam pojma.